Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Zakorakali smo v novo leto, ki prinaša nove cilje, izzive, ne nazadnje za obljube in le upamo lahko, da se ne bodo zgodile slabe stvari, kot smo jih bili deležni v preteklem letu, ko je narava pokazala svojo moč. Leto 2024 je prestopno leto, kar po izročilih pomeni, da ne bo ravno najlažje, pa vendar naredimo si lepega. Nocoj si oglejte, konec Vzajemne, kaj to pomeni za naše dopolnilno zavarovanje. Evropski projekt ICGEOS, dela na kipah. Nedolgo nazaj so nekateri v svoje poštne nabiralnike prijeli obvestila Vzajemne. Te namreč ni več, kaj pa se bo zgodilo z našimi prispevki za dopolnilno zavarovanje. S tem vprašanjem smo se obrnili na enega od zasavskih poslancev. Ja, res je, to je ena od zadev, ki je bila kar aktualna med državljankami in državljani, ker precej klicev in vprašanj smo tudi mi dobili na to temo. Gre preprosto za obvestilo, da se Vzajemna kot delniška družba ukinja. S 1. januarjem vsi tisti, ki smo bili člani Vzajemne, smo bili seveda hkrati tudi solastniki in v zakonu, ki smo ga sprejeli na zadnji letošnji seji, smo tudi opredelili, da dobimo odškodnino oziroma povrnjen vložek v višini 120 evrov v denarni obliki, oziroma za tiste, ki bo ta znesek višji, bodo prijeli to v obliki delnic. Za samo uporabnike pa ni nobenih potreb po nikakršnih ukrepanjih, to je samo obvestilo. S 1. januarjem se bo pač prispevek plačeval sicer ne več v Vzajemno, tako da jim ni potrebno popolnoma nič storiti, to je bilo samo obvestilo. Prispevek oziroma vračilo tega lastniškega deleža bo odvisno od časa, koliko časa si bil vključen v Vzajemno. Tako kot sem rekel, nekako so izračunali, da bo povprečje 120 evrov. Ta populacija, ki bo dobila tudi denar, tisti, ki pa so dalj časa v Vzajemni, bodo ti zneski nekaj evrov višji, odvisno od posameznika, te bodo pa deležni po zakonu namesto gotovinskega izplačila v obliki delnic. Strošek ostane popolnoma isti, tako da ni nobene bojazni okrog tega. O uspešnosti projektov izobraževalnega centra GEOS v Litiji smo že poročali. Danes pa vam bomo predstavili še en projekt na evropski ravni, ki je bolj intelektualne narave. Gre za IPR4SC, razvijanje veščin na področju uporabe odprtih podatkov pravic intelektualne lastnine za trajnost in krožnost. Splošni cilj projekta pa je povečati inovacijsko zmogljivost evropskih izumiteljev, usposobljenih organizacijah za visoko šolstvo in poklicno izobraževanje pri oblikovanju in izvajanju trajnostnega in krožnega gospodarstva s pospeševanjem intelektualne lastnine za poslovne veščine. V letošnjem letu pa smo precej časa vložili tudi v izvajanje drugega Erasmus projekta IPR4SC. Ta projekt pa naslavlja uporabo, na kak način uporabljati odprte podatke na področju varstva intelektualnih pravic za trajnostno in krožno gospodarstvo. Se pravi povezava IPR, Intellectual Property Rights in trajnostnega in krožnega gospodarstva. Ta projekt vodi slovenski partner, Fakulteta za informacijske študije Novo mesto. V prvi fazi smo izvedli obsežno raziskavo obstoječih znanj in kompetenc različnih deležnikov na tem področju. Sedaj pa partnerji zelo intenzivno razvijamo gradiva za tečaj usposabljanja, ki ga bomo pilotno izvedli v začetku naslednjega leta, konec februarja in marca, z našimi študenti. Se pravi, bodisi v visokošolskem izobraževanju, na naši strani pa s izbranimi študenti v poklicnem izobraževanju, ki jih ta tema zanima. Potem bomo v nadaljevanju partnerji razvili tudi tako imenovani Simulation Lab. To je pa v bistvu bolj praktično usmerjen tečaj, ki ga bodo potem izvedli sami predavatelji s svojimi študenti. In vrsto drugih aktivnosti. Skratka, tudi ta projekt je zanimiv, je tema malo drugačna, ampak glede na to uvodno raziskavo smo ugotovili, da predvsem študentje in tudi veliko predavateljev na tem področju ima zelo osnovna znanja in vsekakor potem bo ta tečaj zelo uporaben.
Udeležba na tem pilotnem tečaju, ki sem ga omenila, bo odprta. Možna bo za vse zainteresirane, bo tudi objavljena po naših kanalih. Vsak udeleženec, ki bo uspešno opravil tečaj, bo pridobil tudi diplomo oziroma certifikat, se pravi, ki mu lahko potem služi pri njegovem Europass življenjepisu. Tako da spremljajte našo Facebook stran, spletno stran in tam bo tudi možnost registracije na sam tečaj. Je pa pomembno, da bo tečaj, vsa gradiva so v angleškem jeziku, tako da zahteva vsaj neko srednjo raven angleščine. Na trboveljskem prireditvenem prostoru Kipe so se v teh dneh začela dela. Naročnik del je RTH v likvidaciji, potekala pa bodo tako na površju kot pod njim. Načrtujejo obnovo sprehajalnega kroga okoli prireditvenega platoja, položili pa bodo tudi novo vodovodno cev do fitnesa na prostem. Pri fitnesu bo postavljen tudi pitnik za vodo. Na obrobju prireditvenega prostora ob strani, kjer pelje pešpot proti mestu in kjer stoji tudi čebelnjak, so te dni že razkopali del zemljišča in polagali vodne cevi. Pred približno 2 letoma so na zemljišču sicer že napeljevali vodno napeljavo v času otroških taborov in prireditev. Bila pa je začasna in nadzemna. Nekoč, ko je pred leti na prireditvenem prostoru še deloval bife, balinarska steza in drugo, je bilo zemljišče opremljeno tudi z vodovodom in elektriko. Objekte so kasneje pred leti porušili, drugje in drugače je od tedaj speljan tudi cestni dostop do Kip. Ker je stara kanalizacija, ki naj bi še obstajala iz časov kantine, neuporabna in zastarela, bo napeljana nova. Med sprehajalci in občani se sicer porajajo vprašanja in ugibanja, ali občina Trbovlje morda ne ureja infrastrukture za bodoče nove vikendaše in vrtičkarje na lokaciji, ki meji na prireditveni prostor. V lanskem letu je namreč bila do nekaj ostalih vrtičkarskih objektov iz smeri nekdanjega ribnika na Gojdi narejena nova makadamska pot, po kateri je sicer možno do Kip dostopati tudi z avtomobili. Na občini Trbovlje so nam na vprašanje odgovorili, da se na omenjenem območju ne ureja parcel za vikendaše in vrtičkarje. Parcele namreč niso namenjene temu in tudi ne na prodaj. V Litijski knjižnici je vedno pestro, pa naj si bo konec leta, v njegovi sredini ali pa na začetku. Poglejmo, kaj pripravljajo v mesecu januarju. Januar se je komaj začel, pa smo že pripravljeni na nove dogodke v novem letu in novem mesecu. 9. januarja vas tako vabimo na zanimivo znanost ob 19. uri v knjižnico Litija. Zanimiva znanost je srečanje z domačimi diplomanti, ki predstavijo diplomska dela, magistrska, doktorska, in tokrat bo k nam prišel veterinar Tim Šteferl, ki bo predstavil temo virusne bolezni v veterini. Torej 9. januarja ob 19. vabljeni v knjižnico Litija. Najmlajše, pa tudi starejše, pa bi že danes spomnili na pravljično uro 16. januarja v knjižnici Litija ob 18. uri. Z nami bo Boštjan Laba, ki bo predstavil svojo pravljico Pajkec Polde. Ob 19. se bomo srečali pa z obema avtorjema, Boštjan Laba in avtorica ilustracij Katja Sladič-Rudolf, bosta na voljo za naše obiskovalce za vprašanja in odgovore. V četrtek 18. januarja pa bo Boštjan svojo pravljico o Pajkcu Poldetu predstavil še v knjižnici Šmartno, prav tako ob 18. uri. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost in srečno!